obale Srebrne reke, Rio de la Plate, so se Slovenci priselili v 3 valovih. Za Brazilijo je Argentina druga največja država v Južni Ameriki, ki leži med Andi ter Južnim Atlantikom. V tej veliki državi najdemo vse vrste podnebja, od tropskega, celinskega do alpskega, kjer so vrhovi vklenjeni v večni led. Argentina je dežela sonca in ledu. Danes Slovence najdemo povsod po Argentini, od Salte na severu dežele, na meji z Bolivijo, do 4000 km oddaljene ognjene zemlje na skrajnem jugu kontinenta. Največ jih živi v Buenos Airesu, najbolj aktivna pa je skupina Slovencev v vinorodni Mendozi, pod mogočno najvišjo goro v Južni Ameriki, Aconcagua. Nekaj jih je tudi na skrajnem jugu, na ognjeni zemlji v mestu Ushuaia, ki je najjužnejše mesto na svetu. Na južni obali ledeniškega jezera Nahuel Huapi leži eno najbolj turističnih mest v Argentini, Bariloche, kjer je pravi raj za smučarje. Tukaj živijo okoli 300 Slovencev, ki so se v mesto, obdanem zasneženimi vrhovi, priselili po 2. svetovni vojni. To je magična pokrajina, kjer najdemo tudi 7 jezera, ki so nekajkrat večja od naših. Ko potuješ po pokrajini, te osupne občutek pradavnine, ki je videti kot sprehod po nekem davnem času. Tu najdete fosilizirana drevesa ogromnih araukani in ostanke dinozavrov. Bariloche, tako po arhitekturi kot po geografski legi, spominja na evropska alpska naselja, kjer so svoj dom našli tudi priseljenci iz drugih evropskih držav, na primer Avstrije in Francije. Leta 1905 se je začela gradnja novega sprejemnega centra za priseljence. Hotel De Inmigrantes je prve prišleke sprejel leta 1911, ko se je začelo drugo množično priseljevanje iz Slovenije v Argentino. Večinoma so bili ekonomski emigranti iz Primorske z avstro-ogrskimi potnimi listinami. Hotel so zgradili na aveniji Antarktika v novi luki Buenos Airesa. Prve Slovence, ki so začeli prihajati v Argentino leta 1897, so nastanili v zbirnem centru hotela La Rotonda de Retiro, ki je bil uradna sprejemnica za vse nove prišleke. Argentina je bila obljubljena dežela za mnoge priseljence. Prihajali so iz vseh dežel sveta, največ pa je bilo Evropejcev, predvsem Italijanov, Špancev, Prusov, Grkov, pa tudi Slovanov. Kot vsi emigranti so tudi v Argentino prihajali le z najnujnejšimi osebnimi stvarmi, ki so jih potrebovali na dolgi poti in v novi domovini. Muzejska zbirka v hotelu Inmigrantes je nema priča pionirskih časov iskalcev sreče v novi domovini. Družina Bizaj iz Goriških Brd je bila ena prvih, ki se je odpravila na to dolgo in negotovo pot. Bueno, todo comenzó con el tratar de encontrar mis raíces. Eso fue la motivación inicial de mi trabajo. Y a raíz de eso fue que lentamente fui descubriendo cuáles eran las verdaderas raíces de mis antepasados y llegué a Eslovenia. De todo ese trabajo, que me llevó varios años, recopilé y hice un libro, mi primer libro, que se llamó Crónica de una familia eslovena en Entre Ríos, que cuenta precisamente todo el derrotero que hizo mi familia, que fue igual que todas las demás familias eslovenas que llegaron a estos parajes por allá por 1879. Los primeros que llegaron de Eslovenia
mis abuelos entre ellos, este grupo, vinieron tentados por gente de acá de Entre Ríos, que en ese momento había que poblar todas estas grandes pampas deshabitadas. Entonces la mejor forma de poblarla era ir a Europa a buscar gente para poblarla. Se buscaba principalmente gente precisamente de la zona donde está Eslovenia, el norte de Italia, Suiza y Alemania. Eran los lugares preferidos para traer. Y bueno, se tentó a un grupo de friulanos y eslovenos y suizos franceses y se los trajo a esta zona. En principio, como dije, en 1879 se afincaron en este lugar, a cada uno le dieron su parcela, pero rápidamente las tierras se terminaron en esta zona, entonces fueron ahí en ese momento derivados a otras zonas, pero siempre dentro de lo que es el departamento Paraná, o sea, pocos kilómetros de acá, hablemos de 50, 60 kilómetros, donde fueron afincándose. Ellos llegaron en barco hasta Buenos Aires, desembarcaron allá en un antiguo hotel de inmigrantes que no existe más, por supuesto, y de ahí tomaron otro barco que los depositó en el puerto viejo de la ciudad de Paraná. De ese lugar los llevaron a un antiguo saladero a orillas del río Paraná, que ya estaba desactivado, digamos. Los tuvieron ahí varios meses hasta que se le asignó los terrenos acá y ellos fueron construyéndose sus casas, porque fue un sistema de inmigración particular que se llamó, en donde los inmigrantes tenían que pagar todo, es decir, no les regalaron absolutamente nada. Es decir, le asignaban la tierra, le daban los primeros elementos para trabajar, pero lentamente con el producido de esas tierras tenían que ir devolviendo ese dinero. Esta gente, la que los trajo, les proveyó una yunta de bueyes, que era el animal de trabajo de ese momento, un par de arados de mancera para horadar la tierra y también una yunta de caballos, y bueno, y a partir de ahí fueron trabajando. A mi abuelo prácticamente no lo conocí porque falleció cuando yo tenía 3 años, pero a mi abuela, que vivió mucho tiempo más, sí, yo la conocí y bueno, a mí siempre me intrigaba cuando era chico que ella hablaba en un idioma sumamente difícil, yo no entendía nada y bueno, siempre preguntaba y me hablaban de que se llamaba eslavo, y ahí quedaba todo. Entonces me intriga desde chiquito, era saber realmente de qué nacionalidad eran, porque ellos portaban un pasaporte del Imperio Austrohúngaro, pero no eran austríacos, nada que ver. Entonces eso fue lo que fue despertando de muy chico en mí el interés en averiguar todo esto, que después obviamente con los documentos en la mano, con las partidas de nacimiento, etcétera, etcétera, pudimos saber exactamente que eran eslovenos. Dragi rojaki, dober dan. Prisrčen pozdrav vsem, ki boste poslušali našo oddajo Okence v Slovenijo, pripravljeno z veseljem za vas vse. Pozdrav velja tudi vsem, ki ste se vključili preko interneta, kjerkoli po svetu. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Hola, kako se imate? Dober dan. Začenjamo novo oddajo Okence v Slovenijo. Kot vsako soboto se bomo povezali z Ljubljano, glavnim mestom Slovenije, odkoder nam bo naša novinarka poročala o vsem, kar se je v Sloveniji zgodilo ta teden. Lo sucedido en esta semana que está terminando. Si usted desea Če se želite povezati z nami, pokličite na telefonsko številko 463 5900. Na radiju Splendid AM 990 z vami oblikujemo oddajo Okence v Slovenijo. Z nami je Sandra Ajala. Dober dan, Mirko, esto es Una ventana a Eslovenia. Dober dan, Mirko. To je Okence v Slovenijo, radijska oddaja javnega interesa, ki so jo podprli slovenska vlada, slovensko kulturno ministrstvo in Urad za Slovence po svetu. No, on stran telefonske linije je znani slovenski alpinist Silvo Karo. Gospod Karo, lep pozdrav.
Lep pozdrav v Argentino iz Slovenije. Pred dnevi ste se vrnili v Slovenijo, bili ste namreč v Argentini. Koliko časa ste bili tukaj in kje vse ste bili, prosim? V Argentini sem bil vsega skupaj 2 meseca. Najprej bil pred menoj alpinistični del, skoraj cel mesec. Sem posvetil plezanje v Patagonskih gorah, drugi del pa je bil bolj turističen. Kajti iz Slovenije je prišla skupina trekerjev, kateri sem potem vodil pod vznožjem Patagonskih gora. Katere gore ste pa preplezali tukaj, prosim? Gore letos smo imeli izredno veliko srečo z vremenom. Pač je bilo več dnevov lepega vremena, kar je za Patagonijo izredna redkost. Najprej sva plezala z mojim soplezalcem Andrejem Grmovškom na goro Saint-Exupéry, potem na goro Inominata, potem na Cerro Torre in potem še na Poinseno. V vseh 4 primerih je šlo za zahtevne, dolge vzpone, predvsem pri zadnjih dveh vzponih pa je šlo za 2-dnevno plezanje. Kateri so vaši največji plezalski podvigi, prosim? Plezalski podvigi, bi rekel, da največ zahtevnih vzponov me povezuje s Patagonijo. Prav tako sem tudi veliko plezal v drugih gozdih sveta, tako v Himalaji, v Pakistanu, v Indiji, v nepalskih Himalaji, Severni Ameriki, Grenlandiji, na Aljaski, Peruju. Skratka, bi rekel, po vseh koncih po svetu, kjer so alpinistično zanimive gore. Kateri so občutki, ko premagate goro, ko pridete do samega vrha? Ja, občutki so tako. Kot pri vsaki stvari, ni treba, da je ravno šport, v katero človek vloži veliko energije, truda, želje, volje, skratka vsega tega. Je seveda zelo vesel, ko tisto potem naredi. V alpinizmu je ravno tako. Gospod Karo, s čim se pa ukvarjate v vašem prostem času, prosim? V prostem času bi rekel, da ga je zadnje čase čedalje manj. Jaz sem zaposlen v Slovenski vojski, v športni enoti. Bi rekel, da imam izredno dobro službo, tako da se lahko aktivno posvečam alpinizmu. Seveda je pa moja dolžnost, da znotraj Slovenske vojske skrbim na področju gorništva, da pomagam pri usposabljanju vojakov in oficirjev na področju alpinizma in pa seveda, kar je povezano z gorami. Ta oddaja se je začela decembra meseca leta 1987. Začel je vse skupaj gospod Albert Čuk, takrat smo se imenovali Slovenski kotiček v Argentini. To je šlo vse do leta do februarja meseca 1993. Takrat Albert umre in mi smo pa nadaljevali z njegovim delom pod imenom Okence v Slovenijo. Najprej, je treba to povedati, da je bil Albert sam svoj mecen. On je zalagal za to radijsko oddajo, za katero je bilo treba odšteti kar nekaj denarjev. Problem je sicer ta, da ko on umre, smo mi praktično ostali praznih rok. In takrat je bilo treba začeti gledati, kje bomo dobili finančne podpore. Šli smo po naših, tukaj v Argentini, tako smo naše Slovence nagovorili, te so nam pomagali, predvsem pa krožek prijateljev oddaje, ki je imel že nekaj denarja prihranjenega in tako smo ta prve mesece lahko naprej oddajali. In potem so pa nam skočili na pomoč te naši gospodarstveniki tukaj v Argentini, Slovenci res, in s tem smo prva leta rinili naprej. Zdaj bo že 18 let, konc tega leta, bo 18 let. Skoraj od prve oddaje smo se z gospodom Čukom začeli. Sem nekaj bolj prosta, vse bolj družbe člane imajo služba, jaz sem bolj prosta, tako da lahko napravim vsa dela tedne, ki vam na morju gotovo. Zbiram glasbo, tu gre tako normalno, iščemo, ko je sezona v Sloveniji, zdaj bo prišla pomlad, iščemo pisme, ki se grejo v pomlad, tako da mi živimo z glasbo, ko je Slovenija, ne kot Argentina, če ne kot Slovenija. Ja, veste, tu čem povedati, res je dosti tukaj
domačini, ki poslušajo, ogromno domačinov in zmeren kličijo na radio, vprašajo, ki lahko imamo glasbo, ki dobimo to glasbo, ki lahko kupujemo glasbo. Torej ni tukaj, ni nobena glasba, ne. Kakšen bod, če me dosti praši in dosti kliči in napravim kakšno kaseto, 10 ali 12 pesem, tako da so veseli. Zelo zbore in okteti in kvinteti in vse to, kar je, dajmo reči, zborsko petje, ne? To je zelo všeč ljudem, vsem. Oddaja se posluša po internetu po celem svetu, odlično poslušajo, tako da nam poslušajo v Kanada, na španskem v Madridu, sa Slovenci v Madridu, ki nas poslušajo, prijatelji v Kanada, v New Yorku in New Jersey, v Severni Ameriki, ne? Preko interneta slišijo, odlično slišijo. Tako da zmeraj se pozdravimo, pošljemo pozdrava, vam veseli. Korenine moje so z Vipavske doline, bliže Črnič, mama je z Maloš, tata z Gojač in jaz sem rojena tukaj v Argentini. Jaz sem pa napovedovalka, jaz ponavadi prevajam novice, da jih pol preberem po radiju v živo ali pa včasih se zano zmenva za glasbo, katero glasbo bomo vrteli. Ljudem naši imajo najrajši narodno zabavno, avsenike, slake in take in to se čez teden pomenimo, pa pol v sobotah zavrtimo vse to, ne. No, poleg tega, da sodelujem pri radijski oddaji, že 10 let plešem pri slovenski folklorni skupini Maribor z Krapačaja, sem pa tudi kulturna referentka našega društva. Vedno organiziramo kakšne prireditve in razstave in koncerte za Slovence živeče v Buenos Airesu. To mi je v ponos. Dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Želimo vam lep, prijeten teden in ne pozabite na nas prihodnjo soboto točno ob 13. Lep pozdrav in nasvidenje. 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 Spomenik slavi na vrhu gore Glorije opeva zmago vojske generala San Martina, ki je Čile, Peru in Argentino osvobodila španske nadvlade. V pokrajini Mendoza je klima kontinentalna. Mogočna veriga Andov preprečuje dostop vlage iz Tihega oceana, zato so nekateri deli suhi in vroči. 1000 kilometrov od Buenos Airesa in 350 kilometrov od Santiaga v Čilu ob vznožju Andov leži Mendoza, glavno mesto istoimenske province. Tudi največji park v Mendozi, ki se razprostira na 420 hektarjih, nosi ime osvoboditelja San Martina. Že v času imperija Inkov je bilo zaradi razvejanega namakalnega sistema tu razvito poljedelstvo, danes pa zaradi obilice vode uspeva tudi vinska trta. Mendoza je moderno mesto z okoli 130.000 prebivalci. Nekaj tisoč med njimi jih je slovenskega rodu. Prvi so se priselili v 20 letih prejšnjega stoletja, večina pa se je naselila kot politična emigracija po drugi svetovni vojni. Sproščeno življenje se odvija na ulicah in trgih, kjer vsak dan popestrijo ulični glasbeniki. Mendoza je tudi kulturno središče, v katerem ustvarja svoja dela veliko umetnikov, ki motive za ustvarjanje črpajo v bogatem izročilu prvotnih prebivalcev. To je mesto zelenja, velikih platan in raznovrstnih palm. Argentina je kmetijska dežela in je vedno slovela po izvozu sadja, zelenjave in ogromnih količin mesa. Zato so tržnice vedno založene s svežimi pridelki in različnimi vrstami mesa, ki ga Argentinci jedo v velikih količinah. Uporabljajo različne začimbe in omake, nekatere so tudi precej pekoče.
Empanade ali žepki z različnimi nadevi so vsakodnevni prigrizki domačinov. Pripravljajo jih sproti, saj so sveži, najboljši. Jaz sem Sofija Štumberger, imam 19 let in pojem v skupino Encijan. In danes večer smo dve pesmi peli. Smo peli eno po argentinsko, ki se imenuje Tierra Verde Mendoza, in eno po špansko, eno po slovensko, ki se imenuje Tam, kjer teče Bistrazila. Že 2 leta nazaj smo bili v Sloveniji. Smo šli, smo plesali in smo se učili slovenščino tam. Jaz sem Tone Štiren, dirigiram Slovenski mendoški oktet. Letos je že 7. leto, ki pojemo skupaj. V bistvu mi pojemo slovenske narodne pesmi, tudi kaj španskega. In to delamo iz srca, ker res čutimo to in to delamo, ker nam je všeč. Ja, mi pojemo že 7 let, zdaj aprila bo 7 let, ki pojemo. Lepo se imamo. Začeli smo iz pobiranja pirhov. Ko je bila velika nedelja, smo šli pet po farah, pa smo malo zapeli, pa vina dobili. Pa smo začeli, to nam paše, dajmo začeti, pa smo sestavili oktet. Zdaj že 7 let, ko pojemo, pa pojemo slovenske pesmi, zdaj smo malo tudi argentinske pesmi dali v program, pa se lepo imamo. Dobre, to je naš dom. Tukaj doživljamo našo slovenstvo in delamo, kolikor se le da, da še zmeraj obstoja še naša slovenska kultura. Največkrat nudi dom, to je kulturno delovanje. V nedeljah imamo mašo. Imamo naš župnik, to je gospod Jože Horn, ki že pri nas dela že 45 let. Imamo tudi slovenske šole, to dela v sobotah zjutraj in popoldne. Šola tudi za, letos bomo imeli tudi šolo za začetnike, za tisti, ki sploh ne poznajo slovenskega jezika in so naši prijatelji ali punce ali fant od recimo mešanih zakonov. Ja, v družabno delovanje imamo normalno na praznike, nekateri praznike in se skupaj dobivamo, recimo pozimi imamo koline, ki delamo krvavice ali mesenice in se skupaj zberemo in recimo tudi delamo plese, takole 2-3 na leto, mladina ali pa ta starejši prijemo vsi skupaj in se tukaj tako malo
tudi imamo družabno delovanje, recimo. Te argentinske navade glede parilje pa tega ste vse sprejeli? To je normalno. Največ, ki smo sprejeli asado, to je pa normalno, ne, za nas meso vršti na žaru, ne, tisto v Parižu, to je vsak dan. Vsak otrok to zna delati, ne. Tako da to je normalno, tle imamo na to stran, na tisto v Parižu, ki pravimo mi, in meso se tukaj veliko je in to je normalna jed za nas, ne. Ja. In to Slovenci, kdo na to napoje, ne. Ja. Slovenci seveda ne moremo brez gora. Ob vznožju Aconcagua, v kraju Puente del Inca, stoji naravni most, ki je nastal s tisočletnim odlaganjem kalcijevega karbonata iz vode. Nedalec stran so naši rojaki s skupnimi močmi postavili planinsko postojanko, ki so jo poimenovali po župniku Jožetu Kastelicu, ki je umrl na Aconcagui leta 1940. Spomenik mu je postavil velik ljubitelj gora, slovenski arhitekt Viktor Sulčič. Njegova dela so pomembno zaznamovala argentinsko arhitekturo med obema vojnama. Mnoge vrhove, prvenstvene plezalne smeri, pa tudi nekatere kraje so poimenovali prav Slovenci. Tako lahko na zemljevidu nacionalnega parka Aconcagua vidimo, da so slovenske doline postale po špansko Dolinas. Kjer je voda, je tudi vino. Kjer je vino, so ljudje in turizem. Mendoza postaja turistično mesto s skoraj 1 milijon obiskovalci na leto. Njihov cilj so smučarska središča, alpinizem ali andinizem, večina pa preizkuša srečo v igralnicah in vino v številnih in ogromnih vinskih kleteh. Mendoza je prestolnica južnoameriškega vinarstva. Z njim je povezana tudi glavna turistična atrakcija, ki se zgodi vsako leto, prvi teden marca, ko praznujejo trgatev in izbor vinske kraljice s številnimi spremljajočimi prireditvami. Pokrajina Mendoza ima 17 okrajev, iz katerih prihajajo brhke lepotice, ki se potegujejo za najbolj spoštovano krono vinske kraljice. Rajanje traja 3 dni, težki kamioni in vlačilci pa v tem času služijo kot oder, na katerem predstavljajo različne alegorične zgodbe in prizore iz vsakdanjega življenja. Z vinogradništvom so se začeli ukvarjati italijanski in španski priseljenci, ki so prišli v to deželo konec 19. in v začetku 20. stoletja. Kot dobri vinarji so hitro začeli s to pomembno gospodarsko dejavnostjo. Danes je Argentina 5. po pridelavi vina na svetu in 6. po porabi. Trte v Mendozi skorajda ne škropijo, saj zaradi suhega podnebja, kjer večinoma ni padavin, peronospore ne poznajo. Gore, sonce in trta prav gotovo pripomorejo k temu, da se Slovenci v Mendozi počutijo kot doma. Že nekaj generacij ohranjajo slovensko besedo in predstavljajo našo kulturo in naše običaje s petjem in plesom v njihovi novi domovini.
Pomembnejši kot tango je v Argentini nogomet. Najbolj znan štadion pa je štadion nogometnega kluba Boca Juniors. Štadion je danes že pretesen. Nemogoče je dobiti vstopnice za tekme z mestnimi rivali, kot so River Plate, še teže pa za nogometne predstave argentinske reprezentance. S gospodom Ajlecom sva tudi na znanem nogometnem igrišču Boca v Buenos Airesu, ne zato, ker bi bila midva nogometaša, ampak zato, ker je ta stadion delo našega znamenitega arhitekta Sulčiča in ker je arhitekt tudi gospod Ajlec, eden izmed naslednikov velikega prednika, o katerem je bilo izrečenih mnogo premalo besed v tej domovini, kakor tudi pri nas, odhodar je prišel. Torej, najprej lepa hvala, to je zame velika čast, da lahko jaz predstavim arhitekta Sulčiča ob tej priliki. Bi morda malo dodal temu, da v Sloveniji se zadnja leta majčkeno popravlja ta krivica do Sulčiča in v Argentini tudi deloma in se skuša še popravljati. Po razstavi, ki je bila pred 2 letoma tukaj, se je to malo spremenilo toliko, ker se je dokazalo, da je bil avtor teh projektov Sulčič kot arhitekt, dočim njegov družabnik Delpini kot dober statik je bil nekako le njegov sodelavec. Vendar, ker je pa Delpini bil zelo znan inženir, dekan fakultete in tako so ga vsi nekako njega dvigovali kot avtorja teh projektov. Na obalo Srebrne reke je Sulčič prispel 15. novembra 1924. V Buenos Airesu se je temperament Južne Amerike posrečeno spojil z najboljšim, kar so v umetnosti, arhitekturi, modi, avtomobilih, glasbi in stilu življenja odsevale evropske države. Mesto, ki je že tedaj štelo okoli 1,5 milijona prebivalcev, se je brez sramu primerjalo z velikimi evropskimi metropolami, kot sta bila Pariz in London. Staro pristanišče Puerto Madero je popolnoma prenovljeno, a še vedno odseva ostanke tistega časa. Sulčič, un personaje un poco desconocido para los argentinos, porque los argentinos son bastante ingratos con sus creadores. Un personaje que llegó a la Argentina atraído por la ilusión que hacía conocer América, o quizás por la leyenda que América significaba en el viejo continente. Para los jóvenes creadores, para los jóvenes profesionales, creo que Víctor Sulčič fue un poeta de la arquitectura, un poeta de las formas, y eso se verifica en su pasión por la acuarela. Es muy raro los artistas que tienen el coraje, yo diría, de manifestar su arte a través de la acuarela. Y él fue un gran acuarelista. No se conoce mucho de esa parte de Víctor Sulčič, pero sí los argentinos le debemos mucho. Los argentinos le debemos mucho porque seguramente él debe haber hecho muchos proyectos que no sabemos, que no conocemos y que deben haber quedado en sus dibujos, en sus calcos, ¿sí? Pero sin embargo nos dejó algunas obras que estuvieron, están y van a estar no solamente en la historia de la arquitectura, en la historia de la cultura argentina. Y cuando digo eso me refiero específicamente a una obra tan paradigmática como la del Mercado de Abasto, que ha pasado la modernidad, ha venido el progreso, que en realidad es un progreso entre comillas, pero es el progreso, y no ha podido con eso. O sea, el progreso no pudo ni siquiera arrasarlo. Y sin embargo, el progreso ha demolido muchas o gran parte
de la buena arquitectura de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y por suerte, pero quizás no es solamente por suerte, sino por el valor intrínseco que tenía esta obra, el mercado de abasto logró salvarse al menos en su forma exterior. Yo personalmente creo que lo que ha habido en su interior ha sido una destrucción muy mala, muy irrespetuosa, pero cuando las obras son tan grandes y tan fuertes, logran salvarse. Argentinsko-slovensko društvo Zarja je bilo ustanovljeno 1958. leta. Sulčič je bil član tega društva, kjer so se zbirali zavedni Slovenci in v prostem času prirejali zabave, na katerih se je kuhalo, plesalo in veselilo. Sulčič je za slovensko skupnost v Argentini veliko prispeval. Poleg projektov za priseljeniško hišo je dolga leta predsedoval tudi jugoslovanski izseljenski zaščiti, ki je bila ustanovljena za posredovanje pri iskanju zaposlitve, stanovanj in je gmotno podpirala rojake v skrajnih primerih, kot sta bolezen in smrt. Arhitekt Sulčič je bil strasten lovec. V Argentini je bil lov sila priljubljen, predvsem na prepelice, ki so veljale za specialiteto. Posnetke, ki jih vidimo, je naredil njegov prijatelj, komponist Cyril Kren leta 1962 na različnih prireditvah in zabavah. Slovenci so poletne počitnice preživljali v Miramaru, 50 km od mondenega letovišča Mar del Plata. Tako kot je Sulčič Buenos Aires zaznamoval svojo arhitekturo, pa ga je francoski priseljenec prav v tem predelu mesta zaznamoval z glasbo. Napisal je več kot 770 glasbenih del, 514 tangov, nastopil v več ameriških celovečernih filmih. Leta 1917 je prodal 100 000 plošč s hitom Moje žalostne noči. Leta 1928 pa je v Parizu v samo 3 mesecih prodal 70 000 plošč. To je bil legendarni pevec argentinskega tanga Carlos Gardel, ki je tango v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja popeljal na pot slave in prezgodaj tragično preminul v letalski nesreči leta 1935. Avenida Corrientes, ob katero je Viktor Sulčič postavil glavno tržnico, je veljala za ulico, ki nikoli ne zaspi. Legendarna avenija, na kateri si lahko mimogrede popil kozarec ali zaplesal milongo. Med sprehajalci so bili mnogi umetniki, igralci, pisatelji in boemi. Bolj iz trme kot iz upanja se danes portenjosti sprehajajo po ulici in malodušno pričakujejo nov poraz. Saj kavarn ni več tam, kjer so bile, ni več istih miz in stolov ali celo natakarjev. Tudi knjigarn ni več toliko. Zaprejo jih prezgodaj, okoli polnoči, čeprav se družabno življenje še vedno zavleče v zgodnje jutranje ure. Danes je Corrientes moderna, hrupna, neznosna avenija, polna spominov. Argentinci so nostalgiki, kot je nostalgična njihova glasba. Plaza Dorrego je osrednji del simpatične četrti San Telmo, ki je leta 1970 zaživela in zaslovela zaradi bolšjega trga. Ob večernih urah se trg spremeni v prostor za milonge, plesne prireditve. Ljudje vseh starosti, ras in nacionalnosti se ljubiteljsko predajajo tangu. Predvsem vam moram povedati, da glasbo, ki se tukaj v Argentini, med Slovenci govorimo zmeri, ki se
torej ustvarja in izvede, je skoraj vsa zborovska glasba. Inštrumentalna glasba tukaj med nami je bila le malo in je malo, ker nismo imeli sredstev tudi ne. Pač pa smo imeli, vedno smo imeli zbore. Slovenci, že predvojni in povojni Slovenci, vedno smo imeli dobre zbore in smo jih gojili, ker vsak Slovenc mislim, da čuti potrebo, skoraj bi rekel, po zborskem petju. Kar se tiče vpliva argentinske glasbe v naši ustvarjalnosti, bi rekel, ne vem, kakšni ustvarjalnosti, ne vem, kdo je, jaz bom govoril osebno, torej moja stvar, jaz jo nisem imel nikoli. Predvsem vam povem po pravici, začetka jo nisem čutil. In tudi če bi jo čutil, ne vem, kako bi jo vrstil v moje ustvarjalno delo. Jaz čutim drugače, čutim kot Slovenc, kot Slovan, ne vem, kako so mi izrekli. Enkrat so mi rekli, da jaz čutim kot Slovan ali kot Slovenc. Ne vem, kako prije tiste v krv, v telo. Vse poti po Južni Ameriki se končajo na ognjeni zemlji. Razdalje so velikanske. Do Buenos Airesa je več kot 3000 km, do Aljaske pa skoraj 18 000. Sodobni Magellani priletimo v glavno mesto ognjene zemlje v Ushuaio, ki je umestna postaja na poti na Antarktiko. V najjužnejšem mestu na svetu živijo okoli 70 000 prebivalcev. V 50 letih prejšnjega stoletja so mesto razglasili za mornariško oporišče. Predtem pa je bila Ushuaia kazenska kolonija. Zaporniki so zgradili najjužnejšo železnico na svetu in ta še danes služi turistom. Večino današnjih prebivalcev so v 70 letih prejšnjega stoletja v to mesto privabile davčne olajšave. Poleg turizma je vir zaslužka tudi ribolov, ki je ena od najpomembnejših gospodarskih dejavnosti. Neizmerna prostranstva Patagonije so že od nekdaj privlačila številne raziskovalce in popotnike. Izjemna pestrost narave se v tej deželi še posebej kaže v razgibanih Andih, pa tudi Atlantik, ki obliva dolgo patagonsko obalo, je poln življenja. Lago Argentino je več kot 100 km dolgo ledeniško jezero, v katerega se vali ledenik Perito Moreno in je največje v državi. Pokrajina je čarobna, saj nudi zavetje številnim pticam in drugim živalim. Patagonija leži pod Cordillero de los Andes, ki jo varuje pred nevihtami Pacifika. Zaradi vpliva oceanov je klima prijazna, vendar se tudi tu spustijo temperature globoko pod ničlo. Peter Skvarča je argentinski Slovenec, ki je študiral geodezijo in geografijo v Buenos Airesu in je leta 1973 postal vodja glaciološkega oddelka na Inštitutu Antarktike, ki ga je vodil do januarja leta 2009. Izpopolnjeval se je na Scottovem polarnem inštitutu v Cambridgeu, opravil je prve meritve gravitacije na Aconcagui in svojim bratom Juretom preplezal mnoge prvenstvene smeri v Patagonskih gorah. Njegova znanstvena opazovanja o taljenju ledu na Antarktiki in na ledenikih Patagonije
so njegov delovni vsakdan. Vsa Antarktika je ogromen ledenik, kjer je 90% vsega ledu na svetu. Je klimatska tovarna, pomembna za ves svet, saj njene hladne vode prinašajo hrano. V obali Antarktike imamo trend okrog skoraj eno stopinjo na 100 let. To je na 100 let predvidevano, ne? Potem v notranjosti Antarktike rezultati niso tako jasni, ker je pomanjkanje podatkov. Anomalije kažejo približno enako, da ni ogrevanja, to se pravi, da je v ravnotežju. Toda na Antarktičnem polotoku se je temperatura, povprečna letna temperatura povišala za več kot 2,5 stopinje Celzija. To je ogromno, ker noben model ni tega predvideval. Mi imamo tukaj na teh dveh otočkih, bom več o njih govoril v tem predelu, in tukaj na Larsen šelfu, tukaj smo postavili leta 1999 avtomatsko meteorološko postajo, ki imamo srečo, da še vedno meri vsakih 10 minut 6 parametrov meteoroloških. Na drugem predelu smo po 20 letih zopet obiskali ledenik Cabo Lamb, to je na istem otoku Vega, in smo zmerili v spodnjem predelu tanjšanje 30 metrov, na zgornjem 20 metrov. Povprečno ničene površine lednika je dalo 24 metrov. Moje srce je v Patagoniji. Moje delo na Antarktiki. Povsod pa je led, pravi Peter Skvarča, vodja muzeja glaciologije v Kalafateju, ki je vodil že 40 ekspedicij po Antarktiki. Kot so mnogi Slovenci svoj pečat Argentini vtisnili na drugih področjih, ga je Peter Skvarča v znanosti. Z natančnim beleženjem podnebnih sprememb v zadnjih desetletjih opozarja na škodljive posledice človeškega ravnanja na tem krhkem planetu, ki je naš dom, ne glede na nacionalno pripadnost in meje. Tvoj sem, čeprav nisem vrela pristaniška kri, bakar na licu, jugovzhodnik med lasmi. Tvoj Slovenec Buenos Aires, tvoj utrip je moj utrip.